Moje ime je Jurij Krpan, jaz prihajam iz zavoda Kersnikova. Naš zavod obstaja zdaj 26 let in mi smo tisti, ki nekako sledimo, omogočamo in potem tudi predstavljamo umetniške projekte, ki tematizirajo družbo prešito s sodobnimi tehnologijami in to zdaj že zelo dolgo časa, tako da imamo kar precej izkušenj na tem področju, predvsem pa razumemo, kako posamezniki in družba shaja s tem, kakšne težave imajo pri tem, na kakšen način so tehnologije, recimo, ki jih uporabljamo, zastavljene in na kakšen način so one uspešne ali pa neuspešne. In iz tega vzgiba smo nekako pred 10 leti tudi mi se vključili v cel niz evropskih iniciativ, kjer smo inštitucije, ki se ukvarjamo s to sodobno raziskovalno umetnostjo, začeli pritiskati na odločevalce, na policy makerje, da začne uporabljati ta naša znanja, te naše informacije, ta način videnja vnaprej, ki ga kreativci skozi svoja dela neprestano proizvajajo, lahko vgradimo v bolj varno, bolj zaupanja vredno, bolj etično družbo, ki si jo v resnici želimo. Zdaj mi vemo, da ekonomija ne dela v tej smeri, ampak vseeno pa smo v zadnjih letih spoznali čisto vsi, razen ti, ki se zavzemajo za ploščato zemljo, da na tak način produkcija ne more več iti naprej. Mi je zelo žal, če nekateri ne morejo gledati tako naprej, ampak če ne bomo danes spremenili načina razmišljanja, ga ne bomo nikoli. Enkrat ga je treba začeti spreminjati. In mi smo skozi različne evropske projekte, ki so dobro podprti, dobili priložnost, da začnemo te procese in da jih tudi plačamo, te procese. In zaradi tega recimo ta projekt Diva ni bil namenjen oziroma ni namenjen izdelovanju nekih produktov, ki bojo končali na policah prodajnih, ampak je predvsem namenjen dvigovanju neke inovacijske kondicije, ker mi zelo dobro vemo, da je naša družba totalno konzervativna. Mi zaostajamo približno 15 let za recimo neko Nizozemsko, kjer so s temi projekti začeli pred 15 leti. Recimo Biodesign and Art Award je nek model, po katerem smo se zgledovali ne samo mi, ko smo koncipirali ta projekt, ampak recimo tudi STARS, tudi Future Emerging Technologies, ki je 100 milijardni budžet na Evropski uniji, kjer v resnici podjetja investirajo v neko priložnost, srečanja s kreativci, se tam pomečajo, neka žirija izbere najbolj zanimive pare in jih potem spodbuja, da delajo na tej svoji inovacijski kondiciji. Pri nas se pa inovacije zgodijo tako, spontano, največkrat ob kakšnem kozarcu piva, potem pa v glavnem funkcionirajo firme iz rok v usta. Tako da tukaj imamo skozi ta projekt res priložnost, da imamo plačan čas, da se ukvarjamo z spodbujanjem te inovacijske forme. Zakaj umetnost? V zadnjih 5 letih, ko smo se mi vgradili in v SRIP-e, in v kohezijske projekte, in vse možne iniciative za spodbujanje inovacij v Sloveniji, mi organizatorji vsakič sproti položijo na dušo. Sam ne govorijo o umetnosti. In
Zakaj? Zaradi tega, ker ta sodobna umetnost ima to stigmo, ne, tega nekega neprilagojenega, nerazumljenega, odvečnega. Vsi smo se v šolah učili, da je to družbena nadstavba, mi smo še toliko stari. Tako da v resnici pa gre za zelo preprosto stvar. Umetniki in pa tudi produkcijske platforme, ki se ukvarjajo s produciranjem umetniških del, smo neprestano potopljeni v ta proces premišljanja družbe in okolja. Ne samo seveda, se ne sprašujemo samo o ljudeh, ampak o okolju nasploh. In tukaj imam gor napisan en citat od teoretika medijev Marshalla McLuhana, ne nastane vse v možganih. Ene stvari moramo izkušati. Emocije so fizična reakcija, niso mentalna reakcija. In tukaj, s tem embodimentom, s to telesno kognicijo, s tem, ko se pojavimo v neki izkušnji, so zagotovo najbolj intenzivne izkušnje tiste, ki prihajajo skozi umetniška dela. In tukaj hočemo seči čez, hočemo iti naprej, hočemo, da tudi drugi vidijo tja, kamor ti največji senzitivci, senzibilci gledajo. Tukaj imamo en zelo preprost graf, jaz ne vem, če se vidi do tja, ampak nekako s tem grafom običajno poskušamo predstaviti, v kakšnem odnosu so recimo umetnost in tehnologije, dizajn in znanost, umetnost in znanost, dizajn in tehnologije, dejansko so kompatibilni. Tukaj je sinergična povezava. Samo vzpostaviti moramo, pustiti si moramo, da to začne delati. Ker če vsak čepi v svojem mehurčku, enostavno ni dovolj. Temu se reče situated knowledge ali pa po domače idiotizem. In to hočemo prebiti. In ta razpon med običajnimi dvemi parametri, invencijo in inovacijo, ki recimo tukaj vidimo, invencija je na strani znanosti, znanost je tista, ki je pravzaprav produkcija vednosti. Skozi znanost mi odkrivamo sebe, okolje, kako funkcioniramo in se ukvarjamo s tem vprašanjem, odkot prihajamo, kdo smo, kam gremo. No, in inovacija pa seveda, je pa na strani te aplikativnega dela, dizajna in inženirjev, dizajnerjev in inženirjev. Tako da tukaj noter nekaj poskušamo vgraditi nekaj, kar je za inovacijski proces ključno. Sposobnost abstrakcije, sposobnost odmišljanja, sposobnost gledati stvari in jih tudi videti. Ta razlika med gledanjem in videnjem obstaja. Mi običajno pogledamo ene stvari in jih prekrijemo s tistim, kar že vemo, s tistim, kar nas že obdaja. V resnici pa zelo malokrat vidimo, kaj tisto je. Slovenski prevod abstrakcije je odmišljanje. Zelo fina beseda, ki nam pove, na kakšen način mi olupimo vse to znanje, vso to vednost, ki ga imamo in se začnemo spraševati o principih, ki so noter vgrajeni. Zdaj, že prej ste slišali sintagmo art thinking pa design thinking in še par besed o temu. Art thinking ni art making. Umetniki so tisti, ki so v resnici se neprestano ukvarjajo s preizpraševanjem. In zato, da bi čim globlje to preizpraševanje lahko šlo, morajo znati odmišljati stvari, morajo jih znati lupiti in jih ugledati. Art thinking je pa nekaj, kar se mi od umetnikov lahko naučimo. Tudi design thinking ni dizajniranje, ampak so postopki, ki jih uporabljamo zato, da razumemo, kako dizajnerji delajo, kako arhitekti delajo, lahko tudi kako inženirji delajo. In zato je treba vseeno vzpostaviti neko situacijo, ki je vse inovacijske platforme
od Google X, Moonshot Factory, od MIT Media Laba, Nokia, Bell Laba, Ars Electronic, Future Laba, s katerimi smo vsem povezani, poudarjajo. Ti za inovacijo moraš ustvariti varno okolje, ne pritisk, ne deadline, produkt, dodana vrednost, turnover in tako naprej. Vsi, ki so v teh dizajnskih procesih, nam poročajo o tem. Oni rabijo nek safe environment, v katerem to lahko nastaja. Zdaj, ideja tega Diva projekta in Diva Hubu je, da mi ustvarjamo en tak environment. Da mi ustvarjamo eno platformo, kjer se to lahko dogaja. In zato smo mi stopili na pot ustvarjanja teh hubov. Teh nekih varnih sob, kjer se srečujemo z različno mislečimi ljudmi, previjamo ta situated knowledge, ta mehur, v katerem ponavadi ljudje smo, pozabljamo na to, kar nas avtorizira, zato da smo inženirji, umetniki, znanstveniki in tako naprej, in skušamo v nekem skupnem procesu, ki ga katalizator inovacij facilitira, peljati ta proces inovacije. Zdaj, ta katalizator inovacij more razumeti, seveda, je tisti, ki, vsaj tako smo stvar zastavili in tako smo tudi znotraj projekta Diva, ki traja zdaj že 2 leti, skušali usposobiti ljudi po posameznih hubih, da so ljudje, ki razumejo jezik kreativcev in jezik realnega sektorja. Ali je to industrija, ali so pa to skupnosti, recimo, ki stremijo k neki socialni inovaciji. In ta katalizator inovacij naj bi prevajal med temi ljudmi. Mi recimo imamo v projektu Starc, ki je evropski projekt, ki traja že 8 let, v katerega je bilo milijone evrov vloženih, imamo nebroj situacij, kjer pošljem recimo umetnika ali pa umetnico v firmo, tam se usede z enimi 4-5 inženirji, po možnosti še s šefom firme in jo pojejo v 10 minutah, ker in ni nič od tistega. In ona dela nekaj zase in oni pičijo naprej. In tukaj mi poskušamo s to inštitucijo katalizatorja inovacij in s temi hubi to nekako znivelizirati, to uravnotežiti, zbalansirati, da dejansko ta proces teče, da to prevajanje med temi čudaki in med temi, ki govorijo neke čudne stvari in med temi, ki imajo življenje v tunelih, spravimo noter neko dinamiko, skozi katero lahko vzniknejo neke nove ideje. Zdaj, tukaj smo videli že skozi prezentacije, da so nekatere ti pari so na različnih nivojih. Eni imate inovacijo že narejeno, rabite samo spimpati stvari. Ampak recimo stališča inštitucije katalizatorja inovacije ali recimo huba bi bil velik uspeh, recimo, če bi skozi proces inovacije prišli do nekih drugega, kot smo tukaj videli. To je bila potem ta, ko bi rekel, žlahten inovacijski proces. In če je katalizator inovacij, če so kreativci, ki so vključeni noter, res dobri, se to seveda lahko zgodi. Zdaj, o tem sem že govoril. Tukaj dejansko ni imperativ. Noben ne bo meril uspeha teh inovacijskih procesov s tem, koliko je kdo zaslužil na koncu. In to je predpogoj za to, da se sprostite in da dejansko probate iti v te inovacijske procese in mogoče tudi razviti to inovacijsko kulturo znotraj firm. Zato, da to ni one-off, ampak da to postane način delovanja, zaradi tega, ker itak so evropski polisi narejeni tako, da če ne bomo dvigali raven inovativnosti, nas bojo Kitajci in Amerikanci pojedli tako, kot nas jejo že zdaj. In dejansko je ves ta silni denar, ki je namenjen v naslednjem strukturnem času, to je seveda od 21 do 28, namenjen, zelo veliko denarja namenjen tem
Ne? Zakaj ne bi mi skozi te hube, skozi te možnosti, ki jih imamo, ker tukaj imamo poleg Dive, imamo še Center za kreativnost, katerega namen je podoben, nekako spodbujati razvoj te inovacijske kulture. Ta projekt je težek, če se prav spomnim, 12 milijonov, imamo projekt KONS, ki je težek 4,5 milijona in je tudi namenjen temu. In to so samo 3 projekti, ki so prišli strani kreativcev. Vse ti 3 projekte spodbuja in v resnici vodi Ministrstvo za kulturo. Ne Ministrstvo za gospodarstvo ali pa Ministrstvo za znanost. Tako da tudi na Ministrstvu za gospodarstvo seveda si želijo više inovativnosti, ampak oni svoje pač te inštrumente financijske peljejo zaenkrat še zelo po svoje. Ne? Tako da upam, da nam bo tudi tukaj uspelo preseči ta mehurček. Zdaj tisto, kar mi kot art conscious, ne, kot nekdo, ki razume umetnost, prinašamo za to mizo, niso slikarski projekti, ne, niso kiparski projekti, niso lepe muzikice, ki jih poslušamo po radiju, ampak so v resnici projekti, ki smo jih, oziroma sodobna raziskovalna umetnost, intermedijska umetnost, hibridna umetnost, ne, kjer umetniki dejansko tematizirajo digitalizacijo, digitaliziranje, vpeljavo umetne inteligence, vpeljavo IoT-ja, biotehnologije in tako naprej. In to počnemo že vsaj od leta 1995. Tako da tukaj imamo ogromno nekih spekulativno-dizajnerskih projektov, kjer so dizajnerji že sami začeli žeti te ideje, ki nastajajo v umetniških projektih. Imajo projekte, dejansko, ki imajo zelo veliko povedati o human-machine interaction, o sobivanju ljudi in strojev, da ne rečemo o koevoluciji ljudi in strojev. V zadnjem času zelo veliko govorimo o posthumanizmu in o sestopu človeka iz te vrha piramide in nekako spreminjanju vrednot, ki nas začenjajo povezovati z okoljem, ki smo ga zelo uspešno porušili s tem načinom razmišljanja. Tako da dajte pričakovati, da vključevanje umetnikov in dizajnerjev, kreativcev v inovacijske skupine ni v bistvu samo brušenje vogalo vaših produktov in izbiranja barvic, ampak da je to res globok proces, ki začne z prvim vprašanjem. Prvo vprašanje, ki že problematizira sam izziv. In to je nekaj, kar se moramo vsi naučiti, ne? Kar se moramo naučiti peljati in kar je treba se naučiti vgrajevati v produkte prihodnosti. Zdaj imamo šanso, da razmišljamo ne o naslednjem letu, po naslednjih 2 letih, ampak o naslednjih 10, 30, 50. Govorimo o brezoglični družbi, pojma nimamo, kako to izgleda. Pojma nimamo. Tako da, dajmo se vzeti v roke in izkoristiti te priložnosti, ki so dobro plačane priložnosti za to, da razvijamo kondicijo na tem področju. To sem imel jaz.